Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. In danes je v moji družbi glasbenik, ki me je že pred leti navdušil s projekti, kot sta Komu stoji, ti prihajaš. Tamo, hvala, da si prišel. Kako da rečem? Prišel sem z mehkim. Hamo, kaj se to za eni naslovi? Človek bi skoraj malo kontracepcije potreboval, po mojem zdravju. Jaz mislim, da je to plod mladosti, ne, še. Tako, Komu stoji, vem, da je bil, mislim, da je analogija na Komu zvoni, ne. Ja. In se nam je zdelo takrat blazno zabaven, tako kot imenu benda, Bejboč. In odgovora še danes nismo dobili, ne? Ampak. Tako nekako, ja. In mislim, da ga tudi ne bomo, ne znam pojasniti. So te sladke skrivnosti, ja, veš, za zgodovino. Ne vem, če bojo to zgodovinari kdaj raziskovali. Ni bilo to dobro. Dovolj globoko, ne? Kako si, Hama, povej? Mimo glede za tabo je zelo naporen dan, si mi prepovedal. Ja, zaenkrat še ni, ampak bo. En koncert smo odigrali ob 7 zjutraj do 9. Nora izkušnja, nisem še tega počel. Zdaj sem tukaj pri tebi. Tak pižama party, da? Ja, in pol grem na štuk k Leonardom, mojim štajerskim bratom. Kakšna naveza je, to me zanima. Nastopaš kot gost? Kot gost, ja. Leonardi praznujejo 10. obletnico na štuku in ti si zraven. In jaz sem zraven. Ideja je bila, mislim, kako smo sploh prišli skup, da sva z Rudijem delala izštekane, z Rudijem Bučarjem. In je Jure Longika predlagal, kaj pa če bi videla kakšen cover zaigrala, ne. Tako od kakšnega, ne vem, Johnny Cash ali pa neki, ne. In se je rekel, pa ne, dajmo od kakšnega našega, ne, Omladinca, ne, takrat so bili. No in sem jaz predlagal komad od Leonardov, Nov dan, ki mi je bil blazno všeč. Dobro. Mislim, da pa Rudi pa Če da huči. Pa oba benda sta bila to, ne vem, 7 let nazaj, ne, se pravi, so bili še Leonard 3 leta stari, ne, in zdaj z Rudijem vedno igrava ta komad njihov in so v bistvu naredila hit. To je skoraj še ena tako video spotnica obdobje, ne? Ne, toliko staro pa ni, ne? Toliko staro ni, ampak vsem, pač in pol so nekak dečki bili full happy, wow, in smo se v neki točki spoznali in pogruntali, da radi spijemo, kaj. Ne, pa da, že dolgo nisem. Tako in postali frendi, ne, in tako da jaz sem zdaj fan od Leonard. Čekaj, pa našaš kakšno darilo za obletnico? Sebe. To je ta dar. Spremljaš drugače mariborsko glasbeno sceno? Ti je všeč, kar se z njo dogaja? Ja, mislim, spremljam hip-hoperi, sem kar fan. Dobre muzike hodijo z štajerske prestolnice, tako da je super, sploh če se pa to začne še mešati z nami žabari, ne, je pa pomeni, da so te bojne sekere počasi zakopavajo in to je meni tako samo ljubav. Samo ljubav, dokler ne pride na nogometne tekme na Ljudskem. Dobro, pustimo zdaj nogometi, pa druga zgodba. Koliko kaj je v svetu, ki je, ne vem, vse bolj insta, vse bolj popi, vse bolj obseden s tem, da je cute, da je prikupen, ne? Koliko je v tem svetu danes prostora za en rock, za eno malo tršo, malo manj načičkano glasbo? Ja, ne vem, zdaj so se Oasis vrnili, ne? Ja. Končno. Zdaj si že karte kupujejo. Ne, da sem v bistvu nikoli nisem bil nek fan muzike, bil sem pa fan njihovega statementa, no, ker oni pa, če jim kaj ni bilo všeč, so to tudi povedali. Brata Gallagher sta sterala pol scene, tako mene moti pri Instagramih, zato ker so vsi toliko super. A veš, aj kaj narobe tam ni, ne? Vsi so lepi, vsi so pametni, vsi so uspešni, smo, ne? Vsi se delamo, izjemno srečni. Izjemno srečni, ne? In se mi zdi, da lahko sploh nek mlajši človek, ki še nima čisto dober poštelan to v glavi, dobi čisto napačen vtis, ne? Da mora biti svet tak, kot je na Instagramu, pa mislim, da vemo, da ni, ne? In mislim, da je fajn, da pridejo neki Oasis, pa reče, to ni tako, ne? Ni to življenje s tem nenehnim filtrom pred obrazom postalo tako dolgočasno? Ja, dolgočasen je, ja. Zato se mi zdi, da pol mogoče to daje, da je to defibrilator za rock'n'roll, ne? Da
pride spet nekdo pa pove, kaj je vse narobe. In ti manjka ta politična nekorektnost? absolutno. Jaz to zelo pogrešam. No. Res smo začeli paziti na vse. Ne moreš praktično se več izražati. Ne. Ker so vsi tako užaljeni. Ne? Ker so vsi tako užaljeni, pa tudi ne vem, zakaj se je svet tako začel polarizirati. Da moramo biti zmeraj treba se razdeliti na dve smeri. Se je vmes še 100 odtenkov sive, ne, lahko. Ne vem, vse po moje. Dobra izločnica, koliko si kaj zadovoljen z tem duhom časa, ki je zdaj? Pa mogoče je ta moment po ameriških volitvah, ki so se razpletli, tako kot so se, dober trenutek za malo inventure. Koliko se kaj počutiš udobnega, sproščenega, mirnega v tem nisem prav fan. Mislim, šel sem brat, malo raziskovati, koliko vojn se dogaja po svetu, ker pač na poročilih se samo 2 odvijata, pa jih je v resnici 42. Jih ta trenutek traja. Ne. To se mi zdi leta 2025 popolnoma narobe. Glede na to, da že 2000 let recimo, da beležimo zgodovino, ne, in se lahko kaj naučimo iz tega. Ne. To je tako, da bi bananin olupek videl na cesti in bi vsakič rekel, fukno bom. Mislim, v neki točki treba mogoče ali olupek umakniti, tam stopiti čez, ali kakorkoli, in mislim, da bi pri vojnah to že lahko pogruntali, ampak kar ne, gremo. Ne, in zdaj, kaj eni populisti politični začnejo zmagovati, se mi zdi, da smo sam še bližji temu, da bo še kle neka pizdarija. Te skrbi to, da je teh populistov zmeraj več, ali je še zmeraj toliko ljudi, ki jim verjame? Mene najbolj skrbi to, da smo dovolili, da imajo te ljudje toliko enega v resnici medijskega prostora, ne? Da jim pustimo do besede, da neprestano v resnici manipulirajo z nami, ne? Vsemi. Tako da to se mi ne dopade. No. A misliš, da lahko glasbeniki kaj naredite v smeri osveščanja, prebujanja, osvetljevanja? Pa evo zdaj le osveščava. Osvetljujeva. In osvetljujeva. Ne vem, koliko lahko mi naredimo. Ne? Jaz sem nekako vsem mislil, da smo bolj za to, da ljudi zabavamo. Ne? Ampak ja, ajde, ne? Če pa priješ takole nekam se pogovarjati, pa lahko pač malo težim, da vojne niso kul, ker niso kul. Ja, seveda nisem. Se premalo govori o tem. Vsi smo to nekako ponotranjali. Ne? Aha, vojna, ja, vojna, zdaj bomo pa mi malo orožje posojali, pa ne vem kaj. Je kdo pomislil, da tam mami od enega, oziroma sin od nekoga proti sinu od nekoga drugega stoji s puško in se streljata. Se mi zdi, da nam je Bog dal gobec, da se lahko zmenimo drugačne. Si ti po duši partizan, revolucionar, upornik? Pa po moje, da sem po duši hipi, ne. Partizan po moje nisem. Mislim, ne bi se, to je nevarno, ne. Če zdaj rečem, da sem partizan, a veš, Govorimo me kar naenkrat na boja unita drugi marali. Nisi Slava Klavora, ne? Hipi. Hipi so zadeti. Veš, pa sem pa pijan hipi, ker zadet pa nisem. Že dolgo nismo pila. To je moja droga. Kje smo tako presneto zašli, tako skrenili iz tega? Toliko ene sovražnosti, celo v Sloveniji, celo v Mariboru, a veš, po mojem celo v mestni četrti, a veš, na vseh nivojih, na vseh mikrokosmosih je toliko ene polarizacije, toliko ene sovražnosti. Kam peljemo? Pa se po moje nismo toliko, ne, kakor dajemo vtis. Mislim, da to, da smo vsi skregani dobro, prav pride kapitalu. Ne. Se pravi, če ti skozi neke slabe novice plasiraš in tako naprej, se gre pol folk malo v trgovino potolažati. Ne. Si greš kaj lepega kupiti, pa se ne 4 minute boljš. Ne. Tako da po moje se da ta tok ali modus zelo hiter prekiniti. Ne vem, mediji začnejo. Enkrat smo bratu mojemu za rojstni dan sprintali naslovko, pa če ne celo od večera iz tistega dne, ki se je rodil. Ne. Popularna zadeva. Pa to že 10 let nazaj. Ne. In je bilo zanimivo, ker so bile na naslovki gor samo dobre novice. Ne. Tako, če primerjaš z današnjim časom, ne, pa verjetno se je isto sranje dogajalo, kot se zdaj, ne, ampak nekako je neka pač
drug mehanizem je bil, medijskega sporočanja. Samo dobre novice, zgradili smo ta most, pa ta vojna se je končala, pa rodil se je ta, pa ne vem, nek kulturnik je nekaj naredil. Skratka, samo good news. Tako da mislim, da se da že na ta način bilo obrnili to, po mojem, v 14 dneh. Pozdravimo svet. Bilo je pa tudi 60, 70, 80 tisoč naročnikov, verjetno tega časopisa, veš? Tudi, pa ne vem, če zdaj to vpliva na kvaliteto, ne kvaliteto, na... Dramatično. A veš, zdaj pa ne vem. Zdaj nekako res dobiš vtis, kad Cajtank primeš v roke, da v ta svet ne kakšnega svojega otroka še naredil. Ne, pa mislim, da ni, ne, svet popolnoma isti, kot je bil 50 let nazaj, ljudje smo isti. Ne vem, zakaj se ne bi mogli v nekih točkah vrniti na neke stvari, ki smo jih že znali. Ti si našel način, kako polniti to praznino, ki včasih nastane v nas. Omenili si, ne, shopping, kako smo dovolj sprostirani, se gremo shopping. Ja, poskušam se ne uloviti, ne, na te limance, ne, pa sem pa kakšen motor ali pa kakšno kitaro, veš, kakšen depresiven... Ker dobro mašila, ne? Depresiven ponedeljek, s tem upravim, ker gre človek pa si eno kitaro naroči. A si zadovoljen sam sabo trenutno? Življenje nasploh? Ja, mislim... Glava je v redu, telo bi pa zamenil za mogoče 20-30 let mlajše, če se da. Ampak ne, drugače mi je v redu. No, v resnici počnem tisto, kar sem hotel početi in lahko od tega živim. In sem v resnici zelo hvaležen, da to lahko delam. Pride to z leti? Za 20 pa nisva več, ne? Ja, že 2 let, ne. 2 leti, ne. Ja, po 22 sem bil vse uprav. Vse gre na vzdolj, pa 22. Ne vem, če pride z leti. Super mi je, ker zelo komu, ki mi je mogoče 30 let nazaj pametil, da ne boš se z mozgo ukvarjal, s tem se ne da živeti, pa da me je raj kakšen poklic in imam, ne, sem strojni tehnik, res slab. Ne. In tako naprej, da lahko rečem, v resnici sem imel prav, ne. Sledil sem pač nečemu, kar je mene zanimali in ja, ogromnega dela vložil in časa v to in zdaj pač lahko to delam in je top. Tako da ne poslušate v njih, ki vam govorijo, kva morate delati. A si kadarkoli res delal kot strojni tehnik? Sem en teden, manjka mi malo prsta. V enem tednu si izgubil kos prsta? Mislim, da 6 dni sem delal. Evo. Potem si najprej delal dovolj dolgo, ne? To je bil moj zadnji stik z mojim. Glasbeno kariero si rešil v zadnjem. V zadnjem, ja. Takrat sem bas igral in pol bas nisem mogel več igrati s tem prstom, ker je bil malo prekratek, skozi sem imel strune. Ostani pa je, pri tem pečem razi. Kakšne vrste glasbenih? Si en tak celibater, a veš, ki se res posveča izključno glasbi, ali je za vso dušo, telesom, za vsem, kar pa ne? Ali si eden tisti, pri katerih je glasba ena od interesov, ena od ljubezni? To je zelo kompleksen. To je zelo kompleksen podcast. Mimo grede, če se kadarkoli tekom najnega pogovora zlomiš, zapleteš ali se znajdeš v stiski, to je moja Rozi, to je naš podporni zajec, tako da samo zagrabijo, pobožajo. Rozi žive. Ja. Rozi je že malo zlepljena, zato ker vsakič, ko estradnik tukaj pusti. Je že kdo hotel obaro z nje narediti? Ne obara, ampak vsakič, kdo pusti svoje frustracije, tukaj Rozi malo poči. Aha, Rozi poka po šivih od frustracij. Tako da je zlepljena. Celibat. Celibat, ja. To mi ni šlo nikoli prav dobro. Ne vem, kakšen glasbenik. Po moje tak, ki se mora še veliko naučiti. No. Nisem neki niti v nek žanr zaklenen ali kakorkoli. Tako, v bistvu mi je veliko stvari všeč v muziki, predvsem so mi pa všeč muzičari, ki so generalno dobri ljudje. No. Veliko razmišljajo tudi o nekih drugih stvarih, ne rabiš se z njimi samo v muziki pogovarjati. In je fajn. Sire, to rodoslovno drevo glasbenikov je kar razvejano, ne? A so ti generalno glasbeniki všeč, ko se zelo razlikujete med sabo, ne? Ja, pa jaz sem pogruntil, da ne vem,
En cajt sem pel pri Mladih levih, ne, to je čist druga generacija, ne, se pravi, so bili 70 let stari gospodje, ne, in sem prišel. To so ti Mladi levi. Ti Mladi levi, legendarni Mladi levi, ne, Benč, Jung, pokojni zdaj in tako naprej. In sem bil jaz tretji pevc, ne, kar mi je bilo v veliko čast. In sem prišel prvič na vajo, ne, 70 let stari gospodje so se obnašali popolnoma isto, kot smo se mi obnašali, ko smo bili na prvi vaji, ko smo bili stari 15-16. Ne. Isto so se napizdevali čez plac, nekaj se z unimi efekti igrati, veš, in to reče pač bobnar 70 let starmu kitaristu, da tam nekaj šraufa. In sem pogruntil, da so v resnici, da se jim ne reče samo Mladi levi, da v resnici so muskontarji cel cajt mladi. Kljub temu, da na ven pač tole ne zgleda več toliko mlado, ampak not smo pa mladi in mogoče to point, da se ne razlikujemo toliko. No. Tudi če sem, ne vem, z Mojmirjem Sepetom kao pil, se nisem počutil, da sva ni bilo tega age gapa, ne, samo ok, mojster z res izkušnjami, ampak po srcu pa tam, ista ljubav. Si se naučil, kaj od njih, recimo, ker to je generacija, ki je ustvarjala glasbo z enim izjemnim spoštovanjem do same glasbe, predvsem pa do občinstva, ne? Mislim, ogromen sem se naučil, ogromen enih anekdot sem poslušal. Zanimivo je, ker so odraščali v resnici v nekem času, ki si ga zdaj mi zelo težko zamislimo. No. Pa že jaz ko sem začel kitaro igrati, ni bilo YouTubea, ni bilo interneta, nismo mogli pogooglati, kjer tekst je. Ne. Vzel si pač plato in si napisal dol in pol po posluhu nekaj skinil. Ne. Oni so celo toliko nazaj šli, da niti niso imeli nekih predvajalnikov, kjer bi lahko komad še enkrat poslušal, ampak je z radija direkt iz Luksemburga prepisal harmonijo od nekega komada, ki so ga pol v Hali Tivoli v soboto igrali. Tako, ne verjetno, sploh se nam, mi si zdaj sploh ne predstavljamo, kako je to bilo. In pol tudi pač te turneje po Jugoslaviji in celem svetu, kjer so špilali, kaj se je dogajalo, ne? Tega ne bom povedal, ampak imeli so se dečki, so se imeli zelo dobro. Glasbeniki, ena generacija prej je vedno še Mozarta v živo slišala, veš? Sošolc moj. Absolutno ne smem pozabiti, ne vem, ali je to trivia, ne? Pa zdaj je ful aktualen čas za to vprašanje, a res, da tvoje umetniško ime Hamo se navezuje na Hamas? Res. Terorist. Ali osvobojevalec? Ne, to je še z časov Bejboč. V Grčiji smo špilali na nekem maturantskem in sem šel v neko zlatarno zmenat denar in sem v lederjakni s štrikano kapo 40 stopinj prišel v zlatarno, dal roko pod jakno in se je mojster ustrašil, stisnil gumb za alarm, bend je v zunji umiral od smeha. In ker sem jaz pol razložil, da jaz bi sam denar zmenil, pač opravil svoje pršuven in so mi rekli Hamas, teroristični napad. Glih takrat so ga tudi neki srali Izrael in Palestina, ne, ker se to vleče že res predolg in je bilo polni cajtenki tega. No, in sem pač bil Hamas pol za celo uno ladjo maturantov in se me nekako prijel, ne psi, prav človek želel tega nadimka. Pa se pa, ne vem, z leti generično skrajšal v Hamo, kar je pa tako srednje muslimansko ime za 3/4 gradbenih firm v Bosni. In je kul, super. Slutim, da vem, na kateri strani si simpatizersko si v trenutni situaciji. Kjero stran moram izbrati? Če si Hamasovec, potem ne, mislim... Ne, da sem na strani, ki je tudi na hipi, ne. Dajte se zmeniti. Za hipije vemo, na kateri strani so. Mislim, da bi se to lahko že zmenilo. No. Da je prostora dovolj za oboje. Da se vrneva, glasbi si pa pred leti naredil eno zelo progresivno stvar, za katero sem zvedel, moram priznati, da danes, no, ampak bil si organizator in voditelj, to zdaj zveni tako, kot z leta 65, ne, in voditelj prvega kongresa slovenskih glasbenikov, na katerem so si prizadevali za izboljšanje položaja domače glasbe. A ste kaj naredili? Bolj malo. Ne, ja, nekaj smo naredili, no, sprožili smo takrat nek
pravzaprav dialog med kulturnim ministrstvom, državo, bla, 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 da bi zdaj neki, takrat so tudi neke kvote hoteli, mislim, da je bila neka ta neumnost, da je ministrstvo za kulturo dalo pobudo, da bi zmanjšali kvoto slovenske glasbe na radijih, kar je tako malo paradoksalno, kako lahko ministrstvo za kulturo države Slovenija se zauzema za to, da je slovenske glasbe na radijih manj. In mislim, da smo to takrat preprečili, pa so bili pa še neki zakon za podeljevanje radijskih frekvenc, no ta nam ni rado, ker imamo v resnici zelo monopoliziran ta radijski trg. Pri nas pač seveda smo mi utopično muskontarsko razmišljali samo o sebi, o muziki, pa v resnici ta monopol bolj navaren zaradi politike, kot zaradi kdo izbira, kjer komade bojo vrteli, ne. Tako da v tem smislu nismo prav veliko dosegli, ker je res neka oranj politika v zadnji. Tako da ajde, nekaj smo naredili. Tudi namen nekaj šteje, ne? Ja, absolutno, ampak je bil pa the best pogled, ki je bila, mislim, da Linhartova dvorana v Cankarju, kjer smo to imeli napolnjena z glasbeniki iz popolnoma vseh žanrov, ne. Ni bilo zdaj, a ti zdaj igraš rock and roll, blues, narodno zabavno, klasiko, vsi so bili tam. In je bil tak lep pogled, no, tako da se da v resnici ljudi nakapljati, ne glede na to, kjer je melodije, so jim bolj pa srcu. Kaj meniš o tem, v katero smer gre trenutno slovenski mainstream glasbenik? Meni se zdi, da tako se skupaj zelo avstrijsko postaja. Tako se je tak en apreši, pa krava, da ne vem, ne? Ja, pismo z tega čisto dobro ne razumem, no, ker imamo v resnici, to je mainstream, pa še nek pod mainstream teh nekih mladih bendov, tipa, ne vem, Joker Out, Jetback Diamonds, v končni fazi Leonard, mi, ne, mladi, v narekovajih, ki dela dobro muziko, ne. Mislim, kvalitetno, ko imajo nekaj zapovedati, ne sam pač te opise pašnikov in neder. Dienžlov, ne? Ja, ne vem, tega čisto ne razumem in se v resnici tako nekako imam te radije pržgane, da to sploh do mene ne pride. Ne vem, se mi zdi, da sem kanoj, ki je dal glavo v pesek. Veš, ok, to ne obstaja. Jaz pač poslušam to, kar ima neko sporočilo, pa neko glasbeno, kaj pa vem, nekaj, da mi je zanimivno. Če pa daj na ušesa dobim kakšen ta veleum, brizgalna brizga. Ta je izvirni greh, verjetno, ne? Verjetno izvirni greh še kje prej se zgodil. No. Ampak mi je zanimivno, da se to toliko hitro prime. Najbrž, ker je dovolj enostavno, ne? Ja, vem, ampak a je enostavno res najbolj, spet delamo korak nazaj. Ne. Veš, dokam smo že prišli iz Mozarta. Kjer Rikverc gre vse skupaj. Mlečnih barov in vakcin in pingvinov in ne vem, kaj še vse imamo. Krpač in ok, ne bo. Hamo si pa tudi oče. Sem. Kakšen? Slab. Slab? Ja, kaj sem pričakoval? A res sem pričakoval ta odgovor? Kaj večajno slišimo, a veš, jaz, da se trudim, pa neš kar dobro. Ja, ne, pa se trudim vseeno, ampak nisem glih nek fader material, že zaradi službe, ki je dejansko, se pravi, med vikendi mene ni, ne, ali imam pa mačka. Ne. Tako da, ampak sva sta malo v bistvu zelo dobra frenda, zdaj, ki sem malo starejša in razume težave mojega poklica. Tako da se mi zdi, da ima nek dober odnos, no. Da bi pa glih bil zdaj en, ki bi očetovske nasvete talil, pa mislim, da je to še na koga drugega obrnil. Če ta mala, zdaj ni več ta mala. Ta mala je stara 20 let. 20 let, ja. Skoraj v službi. Ja, mislim, super osebica je. Tako se s kakimi starši pogovarjamo, se mi zdi, en tak slovenski sindrom je, da mora slovenski starš nositi sabo eno rahlo kesanje, en občutek krivde, da nekaj ni bilo, da bi lahko naredili nekaj bolje. A imaš to v sebi? Mislim, nekega občutka krivde nimam, absolutno
marsikaj naredil boljš, ampak kaj pa vem, a se s tem res smiselno ukvarjati. Mogoče bolj s tem, kaj lahko v prihodnosti boljš naredim. Kaj sem v preteklosti zajebil, pač ne morem. Ni Andu gumbka. Za prihodnosti se bom pa poboljšal, to pa obljub. Še preden gre v službo. Prav enostavno pa odraščati dan danes ne mora biti. Ne? Toliko enih pričakovanj smo pripeli na mlade, toliko enih standardov morajo izpolnjevati in ali vizualno, karierno, karkoli, vsi, morajo biti srečni, absolutno. Ne? Družba pričakuje od njih, da bodo srečni, popolni, lepi. A si to kak nasvet ali karkoli, ne vem, v tej smeri? Mislim, bolj poskušam kako se temu reče, standard, kaj sreča je, pojasniti. No, ker to se mi zdi, da na Instagramu zgleda čist drugače, kot je v resnici. Mislim, da moraš, ne vem, mogoče tudi letvico zelo nizko postaviti, pa sploh zelo hiter zadovoljen lahko v življenju. Ne vem, tudi jaz, ko sem se odločil, da sem z muziko ukvarjal, sem avtomatsko se odpovedal novemu Audiju vsak let, ne? Ker pač to ne bo šlo, ne? Ajde, zdaj imam lahko, ampak takrat pa ne. Mislim, zabavam se. Hočem reči, da če ti nekako postaviš nizek standard, nizka pričakovanja, kaj te bo usrečil, boš ful bolj srečen, kot če si postaviš ful visoka pričakovanja. Ko pa poslušaš družbo, pa ne vem, Instagram, pa kolegice, pa tako naprej, pa veš, da so te standardi za srečo zelo visoki, ne? Da so te jahte, športni dvosedi, živeti in delati, kako se že reče, da ne delaš od doma. Čakaj, hočem zdaj. Remote. Da delaš na remote iz Bahamov. Vem ti, če je to zdaj standard za srečo, ne? Pa boš zelo nesrečna. Ne? Pravijo, da mora letvica biti zmeraj postavljena dovolj visoko, da za njeno doseganje porabiš čim več denarja, časa, truda. Ja, ampak to si še zmeraj nesrečen. Ne? Si lahko še zmeraj nesrečen. Ne? Ja, to je koristi pač kapitalu, ne? Ali kaj sem kaj. Ne? Toliko enih reči dan danes doživlja eno tako inflacijo. Tudi ne nazadnje, vsega je kar veliko, ne? Ali že skoraj preveč, od odnosov, materialnih reči do seksa, do vsega, kar je možno. Ja. Vse je povsod. Koliko je kaj konzervativca o tebi? Nekaj ga je, ne? Zato se mi zdi, da če smo ene stvari, ko sem že prej rekel, ne? Če smo jih že znali, zakaj smo jih pozabili, ne? Tukaj sem v resnici malo konzervativen. Ampak drugače pa se mi zdi pa, da vse nove stvari, ki prihajajo, vedno prinašajo sabo tudi kaj dobrega. Ne vem, umetna inteligenca, vsi se je bojimo. Jaz se spomnim, ko je internet v letu, isto smo se ga bali, kaj zdaj bo to nas pojedel, pa si kdo zdaj predstavlja live brez, ne. Mislim, nam je v resnici pol enih stvari skrajšal, ne. Ne rabim več rojstnega datuma od David Bowieja v glavi nositi, ker lahko to pač v vsakem trenutku poguglam. Ne. In še milijon enih drugih stvari, mogoče celo bolj uporabnih. Se ti zdi, da je seks sploh še zanimiv? Zdaj, ko samo pri internetu, toliko je povsod? Mislim, zanimiv je, če ga dejansko izvajaš, ne? Če ga sam gledaš, rata pa ne zanimiv. No. Sem tudi to šolanje dal čez, imam podiplomski študij. Iz pornografije. Ja, veliko sem tega pregledal in ja, se naveličaš in potem sem gledal tudi nekaj dokumentarcev za kulisju in v celemu temu poslu, ne, kako funkcionira in ljudje, ki se s tem ukvarjajo, praktično si na dnevni bazi morajo zmišljati neke nove, bizarne spolne prakse, zato da sploh ti to lahko še gledaš, da te vzburi, ker to, da je oči na mamici, to res nobenega več ne zanima, razen če sto v žlahti. Ste mama, ja, veš. Tako da, meni se zdi, da to tudi skrenulo orenkne in sem tudi že pred časom kar nehal se s tem ukvarjati. Ampak, a ni zanimivo, kako res vsaka stvar na neki točki, ko jo vidiš dovoljkrat, zgubi rajc? Ja, seveda. Žena.
Izgubi rajci in pa tudi samega sebe osupneš, kaj vse preneseš, pa kot konzument. Ja, vse to ne, ker vidiš v svoji zgodovini, da si imel v srču... Slačilni si lahko, da si imel v srču. Grandma fucks a midget, ne. Pa veš, da je konc. Nisem imel tega v srču, zdaj sem si izmislil, ne vem, če obstaja, ampak po mojem celo obstaja ta podžanr, ne vem. Pogooglajte. Mene je presenetilo poglavje handicapped porn in sem pomislil na neke točki, kako zelo liberalno pravzaprav, ne? Ja, okej, ne, sej, mislim, ja, ampak pismo, ne vem, kaj je ciljna skupina, ne? Ščitno obstaja. Veliko vsega govorimo, veliko vsega analiziramo, ne govorimo pa prav veliko o svojih notranjih demonih, težavah, vseh naših temnih sencah, s katerimi se spopadamo. Tukaj pa je en pomemben korak v smeri osveščanja naredil tvoj brat, Miha Šalehar. Okay. Knjiga Notranji pir je bila seveda uspešnica, spregovorijo o svoji zgodbi o bitki z alkoholizmom. A je tebe ta zgodba presenetila? Mislim, presenetila me ni, ker sem bil praktično zraven, ki jo je pisal, niti tega njegovega alkoholizma. Mislim, če je bil on alkoholik, pol moral mene hospitalizirati. Ne. Ampak ja, veš, to je spet stvar, kam letvico postaviš. Ne. Stvar percepcije, ne. Ampak ni me presenetil, človek se odločil, da bo pač neko spremembo naredil in jo je in mu dober dene. To je najboljš, to je edino, kar me v resnici zanima, ali to zdaj prav ali ni. Na Štajerskem, po mojem, niso glih veseli za nobenega kneha pitni. Prvi slišim zaslog za kaj takega. No. A se je že zgodil, je na Štajerskem že kdo nehal? Pred leti je en nehal. Se je umrl, ne? Mislim, njega več. Se pač telo ni preneslo tega in žal. A je tvoj notranji pir pod nadzorom? Ma ja, jaz mislim, da ja, ne vem, zdaj tukaj je spet to zelo vprašljivo, ne vem, kaj si jetral v tem mislju, ne. Po mojem, zdaj tudi čisto vseeno. Zdaj že vseeno, ja. Dobro mi je en friend rekel, ne vem, lani decembra smo imeli 22 koncertov, ne, zapored, pa me je vabil te priti na enega kuhančka, ne, veseli decembr, se kole, alok januarja. Men bojo jetra odpovedala, pa je rekel, pa bratu reče, on jih ne rab več. Grda. A si našel svojega notranjega demona, o katerem bi pa ti knjigo napisal? Očitno to alkohol ni, ne? Ne, ja, pismo. Ne, še nekaj cajta sem se poigral z idejo, da bi napisal priročnik za povprečne fukače. Zato, ker sem imel dober naslov, Hamo Sutra. Odlično. In sem celo začel pisati, ima po moje 50 strani napisanih, ampak sem se pol ustavil v poglavju, ali je velikost pomembna, sem klonil pod pritiski. Tako da ni nujno, da tega ne bom nikoli, mislim, zna biti, da bom to enkrat dokončal in bo vele uspešnica. Toliko enih vprašanj si mi, neizrečenih si mi zdaj odgovoril s to zgodbo. No, kupili to knjigo, no, to je zelo povprečno knjigo. Hvala, kar lahko je pre-order. A te je brat česa naučil v življenju? Tako biti, no. Mars česa. Pa ne vem, če me je biti naučil. Moje, da sem ker samouk. Si ti pokazal pot, morda? Ne vem, pismo. Ne, marsikaj me je naučil, sigurno, tudi iz njegovih napak se kaj naučim. Pa tako da z bratom sva v bistvu zelo frenda, od malih nog, tako da sva marsikajšno neumnost skup naredila in marsikajšno tudi skupaj obvozila ali pa zvozila, kakorkoli. Obstaja najljubša neumnost, ki ste jo z bratom ušpisali? To je pa kar prevelik bazen, da bi zdaj leval. Jaz bi tudi imel takega brata, jaz sem edine.
Ti posodam mojega. Zdaj, ko ne pije več, zdaj me tudi ne zanima. No? Ne, se še vedno neumnosti počne. Ja, ne, to pa ni, jaz mislim, da to ni nujno z alkoholom. Samo tudi na glasbeno sceno, dobili smo v paketu, ne? Ta projekt Babe Watch je predstavil širši javnosti. Ja, v bistvu to je bil moj band, kjer je pač kot kitarist bil starejši brat, ne? Zato se mislim, da tudi ni izšlo to, ker takrat so bila čist premlada in je bil ta, se pravi, jaz šef benda, on pa starejši brat na kitari, pevc, kitarist, to vse narobe v tej enačbi. Bitka egov? Bitka egov. Kdo ima večjega? Absolutno, to se še zdaj gremo v bendih. Ne? Ampak je jasno, da ima pač pevc največjega. Nikaj. Tudi če nima, ampak na odru ga pač mora imeti. Ja. In to mora pač kitarist zadnji nekako ugotoviti. Ne? Poprečen, ne? Ja. Ključna beseda danes. To nič poprečnega, pa se ne bo s tabo dogajalo v naslednjih tednih, mesecih. Dogajajo se nove glasbene reči, novi projekti. Ja. Razkri, kaj ste slačilnici, vse pove. 2 live albuma najavljaš? 2 live albuma smo posneli lansko leto na turneji Štirkani live. Mislim, da 13-14 koncertov in smo zdaj nek tak best of sestavili na 2 vinilkah, no zato sta 2 albuma. Volume 1 in Volume 2. In je v bistvu super plata, no, plati sta ratali nek greatest hits, čeprav imamo samo 2 hita, je tukaj kar 16 pesmi gor. Nekaj pa je, no. Ne, se zahecam. Ne, prav, imeli smo zelo dolg željo posneti live album, akustičen, in nam je enkrat prekrižala pot korona in smo posneli takrat album Izštirkani skoraj live, ker smo ravno to hoteli ga na koncertih snemati, pa se je zgodila korona, koncerti so odpadli in smo šli pol ta album posneti v studio brez poslušalcev. In meni je skozi manjko ta naš 6. član, pač publika, ne? In smo pol, ki se je zdaj znormaliziralo koncertno življenje, rekli, da imamo mi vsem posneti ta še Izštirkani live, pa da lahko zdaj ljudje odločajo, a je s publiko band boljši ali brez, no, tako, recimo. In to izide v Cankarjevem domu, v Galusu. 4. december je ta datum. To je pa nekaj, kar je pa tudi še ena štengica v našem razvoju. Ne? Prvič bomo igrali v Galusovi dvorani in tukaj imam pa en tako ogromen respekt. Jaz sem tam že sigurno 10-krat kaj počkal ali pa špilu, ampak zdaj grem pa s svojo muziko, s svojim bandom na unoder, ki so stali res od Pavarotija nazaj na istem spotu, tako da kar vežbamo, no, da ne bo šlo slučajno kaj narobe. Se ti oglašajo, kaj ti dvomi, a sem dovolj dober, sem dovolj... Ne, to niti ne, ampak bolj tako neko spoštovanje se mi zdi pa, da je treba pač tam bi se zelo merkat, no, da ne bomo zdaj s piksnami pera prišli pa z viskijem. Bomo pač prelili v nekaj lepše embalaže. Vse za imič, vse. Vemo, kde je album, a ni album ena taka, danes taka malo retro beseda, ne? V tem svetu enih klipov, reelsov, TikTokov, album ima en tak skoraj analogen prizvok, en tak uživaški, ne? Za album moraš imeti čas, pa na zadnje publiko, ne? Se zato mi nekako težimo s temi vinilnimi izdajami, ne? Skratka, da ti dobiš album tako kot je, retro, dejansko slikami, teksti, da lahko malo bereš v vinilko, ampak ja, zdaj se malo zgublja. Se mi zdi, na dolgi rok je snem, če bojo bendi oziroma glasbeniki še zmeraj albume snemali, ker ga ne moš prijeti v roko. Kaj je mečken muzika zgubila malo te romantike, no? A veš, kaj ne moš punci poslati MP3,
Ne vem, mislim, malo ni. Ti poslovno fliknil sem ti na mail, že tak pa se na WhatsApp sem ti dal. Eno kompilacijo. In ona posluša točno 20 sekund, koliko je fokus danes, ne? Ja, in je tu, ampak mislim se v to tudi obrnil, no. Da je vsem, mogoče pa zaradi tega tudi živa muzika več pridobiva, ker ima pa ljudje radi hodijo na koncerte, ker tam pa moraš imeti uro pa pol, 2 pozornosti in še vedno muzika deluje. Ne? Mislim, pri nas se še vedno na špilih ljudje zaljubljajo, pa se pol poročajo, pa tako naprej, ker v 20 sekundah se ti težko z nekom tok zaiskriš, da se v špolu ženu. V našem špilu se pa že to da. Eno tvojih najbolj nepričakovanih potovanj, pa res nisem nikoli pričakoval, da bom doživel, to je bila kuharska oddaja. Kaj je bilo to? Ne, jaz sem actually 3 leta bil kuhar. Tako iz veselja. Ker me je to tudi zanimalo, poleg muzike. Ampak ker sem poslušal pač ljudi okoli mene, sem strojni tehnik, ne. Kuhaš lahko tudi tako, ne. In sem dejansko pol kuhal v menzi v Ljubljani na pravnem faksu in mi je bilo the best. Potem pa smo vse, ne vem, zakvači dobro, sem nehal, mislim, da se je že z muziko začel toliko razvijati, da je malo se začel časovno, no, ni šlo več skapno, ker ti si bilo res od 5 zjutraj do 5 popoldne kar garanje, ne, in malo energije ti pa mora ostati. Tako da me to še zdaj zanimaš, zdaj kuham praktično skoraj vsak dan, ampak ne več na tem nivoju kot takrat, no, ker če se s tem ukvarjaš, to pol raste. Imaš bolj slaščičarsko roko, ali si bolj mesni tip? Slaščičarstvo od meni sploh ni kuhna. To je kemija, treba ful vagati, pa to ni zame, preveč matematike povezane. Ponižal si sestro Vendelino v roko? Nisem, tako spoštljivo mislim, da je preveč natančna umetnost za mene, preveč šlampasta, veš, tam 6 gramov sladkorja si preveč dal, kar ni nič. Ko v lekarni, ne? Ko v lekarni in zadeva ne funkcionira več, ne. Tako da sem bolj, raje imam piskare, pečice za kaj drugega, pa niti ne nujno meso. Nisem, rad imam meso, dober okus mi ima, ampak je zelenjavca tudi, se da tudi iz nekaj narediti, no. Dragi Hamo, po 20 urah tvojega nespanja sva prijadala skoraj do konca. Skoraj? Odlično se boriš. Samo enkrat sem Rozi. Samo enkrat si zajca zagrabil. In za čisto za konec te moram žal vprašati še popolnoma nesmiselno in popolnoma nepotrebno vprašanje, ki ga pa postavimo čisto vsakemu gostu podcasta Slačilnica. Hamo, koga si nikoli in nikdar ne bi želel srečati v slačilnici? Ljudje vedno resno zamejo to vprašanje. Ja ne, koliko je pa velika ta slačilnica, ker jaz jih imam kar veliko. Prepuščam tvoji umetniški interpretaciji. Zdaj moram, ne smem 5. amandma, pa to ne bom povedal. Reči karkoli. Ja, sej. Od vseh vprašanj je ta najbolj zagatna. Nisem fan takih vprašanj, ker imajo preveč možnih odgovorov. Ne vem, avtist v meni, zdaj se je lučka požgala na hard disku. Ne bova te potisnila čez rob. Hamo, najlepša hvala, želim ti veliko uspehov pri vseh nadaljnih podvigih, albumih, koncertih, kuharijah in ostalih poprečnih izzivih, ki si jih zastavili. Hvala lepa, hvala za povabilo. Tvoj najbolj roza intervju do zdaj. Mislim, da zdaj sediva v roza. Vem. Se jo vidiš, ne? Dragi naši, hvala tudi vam, ker imate očitno več kot dovolj časa v življenju, da spremljate podcast Slačilnica. Spremljate nas še naprej, povabite svojo stepmom, da nas spremlja. Spremljate večer na vseh platformah, v tisku, na digitalu, na pametnih telefonih, na glinenih tablicah, v klinopisu, kjerkoli pa že. In se veste, ne, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici.